Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni škof monsignor Anton Jamnik, cenjeni predsednik regije Ljubljana 2 Uroš Gačnik, cenjena predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije gospod Janko Cerkvenik in gospod Franci Petek, cenjeni gostitelji, predsednika Gasilske zveze in prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Andrej Bahovec in Iztok Vrhovec ter poveljnik Janez Pezdirc, spoštovani ostali gostje, gasilke, gasilci in nastopajoči seveda. Počaščen sem, da vas lahko nagovorim kot predsednik Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta in kot domačin v Grosupljem ob tako pomembni pridobitvi ne le za gasilsko zvezo ter društva, temveč tudi za lokalno okolje in za vso regijo, ki je v vseh teh 3 desetletjih, kolikor je nanizala naša mladostna država Slovenija, močno stkala vezi med prebivalci in prostovoljskimi gasilskimi društvi. Odločitev, da bo prav v Grosupljem zrasel regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev, je bila sprejeta že konec leta 2016. Seveda skladno s strategijo Gasilske zveze Slovenije, da mora vsaka gasilska regija imeti svoj vadbeni poligon. Lahko smo veseli, da je bilo prav Grosuplje izbrano kot najboljša lokacija v regiji tako po uporabnosti, gospodarnosti in namenu uporabe zastavljenega projekta. Gasilskih regij v Sloveniji je kar 17, kar je dodaten razlog za veselje, da smo v Grosupljem med prvimi regijskimi vadbenimi poligoni v Sloveniji. Prvi je bil zgrajen za podravsko gasilsko regijo v Ormožu. Seveda je v tem treba poudariti, da gre projekt v rabo in skrb pravi in od vse pogumni vojski humanitarnosti ter požrtvovalnosti našim gasilkam in gasilcem. Regijo namreč sestavlja kar 6 gasilskih zvez, od Ivančne Gorice do Kočevja. V teh zvezah pa deluje kar 84 prostovoljnih gasilskih društev, ki štejejo, pazite, neverjetnih 11.554 članov in članic. Današnja pridobitev je torej pravo okno v svet odličnosti že tako izjemnih znanj, veščin in kompetenc, s katerimi se lahko pohvalijo slovenske gasilke in gasilci. Za lokalno skupnost pa spet nova odlična priložnost, da se utrdi kot gasilcem prijazno okolje, ki spoštuje in ceni njihov doprinos k bolj varni družbi. V družbi, kjer nesreča nikoli ne počiva, kjer so varnostna tveganja vsak dan večja, s tem pa ogroženo življenje prebivalcev in njihovo imetje, ste gasilke in gasilci, poleg nujne medicinske pomoči, prvi v naših mislih in srcih, ko smo v stiski in ko potrebujemo pomoč drugih. Kot predsedniku Državnega sveta, ki je na povabilo predsednika republike prevzel vlogo koordinatorja za pripravo nove pokrajinske zakonodaje, ter jo, zdaj to lahko povem že javno in na glas, odgovorno in odločno izpeljal do same finalizacije, so mi regijski projekti še toliko bolj pri srcu. Naša država ima namreč z ustavo določeno regijsko raven odločanja, pa vendar je v vseh teh 30 letih doslej čisto vsak poizkus zaradi političnih kupčkanj in prekupčkavanj neslavno propadel. V Državnem svetu smo sprejeli izziv lokalnih asociacij ter skupaj z odlično ekipo strokovnjakov pripravili model regionalizacije Slovenije, ki upošteva zgodovinski, demografski, gospodarski, socialni, politični, upravni in fiskalni vidik pokrajinskega razreza, v želji, da Slovenija pridobi nove upravne in avtonomne subjektivitete, ki bodo razvojno naravnane in bodo dihale s svojimi prebivalci ter njihovimi potrebami. Upam, da bomo pokrajine končno ustanovili. Pa vendar moram priznati, da so se v vseh teh letih v Sloveniji že razvili regijsko razvejani državni podsistemi, ki so tej naši logiki in zastavljeni filozofiji že sledili, celo prehitevali. Seveda razumljivo, skladno z ozkim in specifičnim področjem delovanja ter pristojnostmi. Gasilsko organiziranje ter sistem zaščite in reševanja sta zagotovo takšna učinkovita, regionalizirana mehanizma, na katerih bodo, če bo politika prižgala zeleno luč seveda, zgrajene tudi nove pokrajine v Sloveniji. Še toliko bolj me današnja otvoritev 4. regijskega vadbenega poligona v Sloveniji utrjuje v prepričanju, da smo na pravi poti
in da nas, če hočemo biti bolj prodorni, bolj razviti, bolj povezani in sodelovalni, čaka nov razvojni preboj prav na ravni regij. Verjemite mi, da bi tudi Gasilska zveza Slovenije bistveno hitreje in lažje realizirala svojo ambicijo regijskih poligonov, če bi imela na drugi strani močnega in finančno stabilnega partnerja, pokrajine. Prav zato ob tej priložnosti izrekam posebno zahvalo investitorju, Gasilski zvezi Slovenije, domačemu društvu, županu občine Grosuplje ter njegovim sodelavcem in seveda donatorjem, da ste zagotovili potrebna sredstva in nudili vso podporo za ta velik, a izredno pomemben investicijski zalogaj. Spoštovane gospe in gospodje, danes je predvsem dan za veselje. Dan, ko tudi gasilke in gasilci pospravite uniformo in se sprostite v družbi svojih kolegov in sokrajanov, a ne vsi, nekateri bodo morali dežurati za voljo varnosti vseh nas. A še pred tem veseljem nas čaka prijetno opravilo. Slovesna otvoritev vadbenega poligona za usposabljanje več tisoč gasilcev v regiji, ki pa ni edini razlog za veselje. Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje je namreč z današnjim dnem bogatejše za novo večnamensko gasilsko vozilo in nova dvižna vrata na objektu. Mi, krajani, pa z večjim občutkom varnosti te bolj mirnim spancem, saj vemo, da ste gasilke in gasilci vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, naj si gre za poplavo, požar, prometno nesrečo, logistično oskrbo ali kakšno drugo sorodno intervencijo. Izraz hvaležnosti je najmanj, kar vam lahko ponudimo v trajno zahvalo. Z novim vozilom in z novim centrom srečno pot, dragi gasilci, ter uspešno in predano urjenje in učinkovite reševalne akcije še naprej. Iz mojih besed pa na pomoč!